Iz Maribora pa je zdaj z nami župan Franc Kangler. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Kdo bo torej vrnil 3 milijone Slovenkam in Slovencem, ki smo jih dali za kotizacijo univerzijade, ker je ne bo? Če ne bo to gospod Kugovnik, jih boste vrnili vi? Mislim, da jaz nisem pravi naslov za to vprašanje in za odgovor. Lahko pa potrdim, da smo veliko stvari že postorili za potrebe univerzijade. Kdo pa je pravi, gospod župan? Kdo pa je pravi naslov? Prosim. Kdo pa je pravi naslov? Tisti, ki je tudi založil ta denar. Torej država, državni zbor, vlada, kdo? Državni zbor in vlada Republike Slovenije. Meni je žal, da so nekateri v preteklosti velikokrat govorili, da je to tretjerazredna prireditev in da je do tega trenutka prišlo, da nekdo ne najde več v proračunu Republike Slovenije teh sredstev. Ampak oprostite, gospod Kangler, država je svoj del obveznosti izpolnila. Vi svojega dela niste z gospodom Kugovnikom. Je to res ali ni res? A mi lahko poveste, v kateri delež svojih obveznosti je država poravnala do mestne občine oziroma do projektov v Mariboru? Do projekta univerzijade konkretno. 3 milijone za kotizacijo in 3 milijone in pol za gradnjo centra na Rogli. Pa prosim vas lepo, to je čista laž. Ta denar je bil evropski denar, ki ga je župan Zreč pridobil in to ni v okviru Evropske univerzijade. Mi poveste en proračunsko postavko Republike Slovenije, ki piše not univerzijada in ta projekt in ta investicija. A mi poveste en projekt, ki je zapisan v proračunu 2010-2011? Ampak to niso ključno vprašanje, gospod župan. Ključno vprašanje za vse državljane te države je, kdo bo vrnil 3 milijone za kotizacijo, za prireditev, ki je zdaj ne bo. Oprostite, veste, koliko je to denarja? V povprečju gre za 2000 povprečnih plač v gospodarstvu. 3 milijone denarja v času, ko je kriza in ko vsi varčujemo in ko recimo, ne vem, v Novem mestu otroci zmrzujejo učilnici na 13 stopinjah. A veste, za ta ključno vprašanje gre. Zato samo še enkrat vprašam, kdo bo vrnil konkretno 3 milijone? Vi ste pa zdaj zelo demagoški, ko mi primerjavo dajete otroke iz Novega mesta. Kdo bo pa našim otrokom v Mariboru poskrbel za naše šole pa za vrtce, glede na to, da v preteklosti nismo se mogli prijaviti na niti en razpis? A je to pošteno do tega mesta, do tega okolja? A naši otroci iz Maribora ne morejo boljše smučati na Pohorju, imeti boljših pogojev za rekreacijo, za šport? Ali naši študenti niso vredni boljših pogojev za potrebe svojega športa? Gospod župan, leta 2010 ste v predvolilnem soočenju na naši televiziji dejali, da projekt univerzijada ne bo davkoplačevalcev stal niti cent. Zdaj je popolnoma drugače. Kaj pravite danes? Seveda ne bi stal, če bi nekateri v vladi sledili tistim programom, ko so bili sprejeti. Povejte mi en evropski razpis, ki je bil objavljen, da bi se lahko mi v Mariboru, v Zrečah in v Rušah prijavili. Povejte mi enega. A mi lahko veste en razpis? In če pogledate, kaj je državni zbor takrat sprejel, da tistih 70% obveznosti, ki smo občine prevzele, so zasebni kapital, evropski kapital in lastna sredstva. Kje pa je danes ta evropski kapital? Pravite torej 3 milijonov ne boste... Če nekdo na ministrstvih ni... Gospod župan, torej pravite 3 milijonov ne boste vrnili... Če nekdo ni sledil... Ja, samo še eno vprašanje, gospod župan. 3 milijonov ne boste vrnili, kakšna bo vaša naslednja poteza? Boste sprejeli odgovornost in kot soorganizator, ne nazadnje ste poleg gospoda Kugovnika tudi pod pogodbami podpisani, boste prevzeli odgovornost in bo vaša naslednja poteza tudi odstop? Jaz bom prevzel svojo odgovornost do tega mesta, do te regije in bom tudi povzel nekatere druge ukrepe. Katere? Ki vam zagarantiram, da bom s pravico dosegel svojo pravico, ki sem si jo zadal ne prvič in ne zadnjič. Odstopili pa ne boste? In imam nekatere argumente in tudi nekatere izjave posameznih slovenskih politikov. In tudi tistih, ki v proračunu do 2009, 2010 in 2011 niso planirali obvezujočih sredstev, ki bi morali planirati. Gospod župan, hvala lepa. In je nekorektno do mene, do mojega mesta. Glejte, me prekinjate sredi pogovora. Gospod župan, ste že odgovorili na vprašanje, ne boste odstopili, ste že odgovorili, ne boste odstopili in 3 milijonov ne boste vrnili in prelagate odgovornost na državo. Sem prav razumela, ne? Nismo niti mi 3 milijone nakazili in sedaj želite krivdo zvaliti na mene.
kot da je moja odgovornost v tem mestu, da tega projekta ne bo. Nepopolna. Rekli ste prejšnji teden, Ne iščete pa projekt je odgovornosti tisti, ki pripravljen. bi... Poglejte, mi bomo kljub temu, da nekateri ne bodo dali denarja, nekatere projekte peljali. Mi imamo interes, da izpeljemo v Mariboru tudi poligon tekaški in da za potrebe Pohorja, za potrebe turizma peljemo tudi projekt cevovoda. Če pa mene ministrica za obrambo 3 leta ni mogla sprejeti, kljub temu, da je Ljubo Grmić, poslanec in predsednik državnega zbora iz Ruš, prosil ministrico, da bi me sprejela, da bi lahko prišel do zemljišč, potem pokažite s prstom na mene, je pa to nekorektno do mene in do mojega mesta. Gospod Kangler, hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje.